Jaz že vse življenje živim v prepričanju oziroma čutim svoje poslanstvo, da je to osrečevanje drugih ljudi. In v resnici sem v tem tudi uživala, nič ne trpim ob tem, v tem uživam. In med temi ljudmi, ki jih imam najrajši in bi jih rada osrečila, so najpomembnejši moji 3 otroci. No, in srednji ne koraka ravno po mojih pričakovanjih, v smislu, da se mi ne zdi srečen, da ne bo pomota, da se mi ne zdi uspešen, ne zdi se mi srečen. No, in sem ga letos pomlad, ko sem enkrat slišala za ta komplet delavnic, sem ga nagovarjala, da bi se pač udeležil, in ga nisem uspela prepričati. In potem sem se odločila, da bom šla sama na te delavnice in se bom naučila. In ga bom pač znala vzpodbujati, da bo se čutil suverenega, samozavestnega v tem smislu. No in potem moram reči, da sem pa doživela nove stvari, neka razodetja. Začelo se je že s tistim, ko sem poslušala posnetke modulov. Jaz živim v prepričanju, da itak mora biti vse v živo, ampak te posnetki Aleksandrovih pač predavanj so bili zname razodetja. Pač jaz sem poslušala najprej jih 5 prvih, pa sem šla malo nazaj, pa spet naprej, pa sem prišla do konca, pa sem rekla, to moram zdaj poslušati in podobno. In najbolj všeč mi je bilo to, da sem to lahko poslušala zvečer, zjutraj, ko sem pač imela čas. Ja, in kaj sem še zraven gotovila, ne da sem moram svojemu sinu pomagati, ampak da imam tudi jaz kaj za pospraviti. No, zdaj, ko sem prišla na te delavnice, že prvi dan moram reči, da sem se počutila kot riba v vodi, zato ker srečaš toliko podobno mislečih ljudi. Zdaj, tekom te delavnice sem spoznala, sem ugotovila, da je moje poslanstvo tudi osrečati tega otroka v sebi in sem ugotovila za svoj strah pred zmagovanjem. Recimo eno od teh je, in da si ne znam postaviti ciljev. No, in zdaj sem si postavila 3 cilje, sem že vse navizualizirala, z vami sem uspešno vadila in sem vam hvaležna za to izkušnjo.